Celoten projekt po moji oceni teče zelo uspešno, kajti ravno ob današnjem obisku delegacije Zveze delovnih invalidov Slovenije smo nekako dobili občutek, vsaj na tistem uradnem delu sestanka je bilo povedano kar nekaj zelo pohvalnih besed in jaz pričakujem, da bo tudi zaključek, to je pomeni 2. decembra letošnjega leta, na tej prireditvi, da bomo to listino tudi dobili. Vendar pa to seveda pomeni zaključek enega leta, obdobja enega leta, kar pa pravzaprav pomeni obvezo za naprej, da skupaj izboljšujemo obstoječe stanje, spremljamo in tudi ukrepamo, tako da se bomo lahko pohvalili s tem, da smo prijazna družba. Glede izhodišč proračuna za leto 2012 smo nekako ugotovili, da po sedaj znanih podatkih, da višina odstopljenega deleža strani države ostaja enaka. Napovedi izkazujejo nekaj manj prihodkov na področju lastnih virov, to je pomeni prodaja nepremičnin, kar je na nek način tudi logična posledica tega umirjanja na trgu nepremičnin. In tako, ko smo sestavljali prihodke in pa odhodke, ob upoštevanju dejstva, da moramo zagotoviti vsega skupaj z kohezijskimi sredstvi skoraj 3 milijone evrov samo za gradnjo čistilne naprave in pa pripadajočih komunalnih vodov, da je v teku izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja, da je potrebno dokončati Stari trg in še nekaj manjših projektov, smo prišli do zaključka, da znaša proračun za leto 2012 16 milijonov 480 tisoč, pri tem pa seveda nam zmanjka 550 tisoč evrov, tako da je za ta znesek predvideno zadolževanje. V osnovi pa to pomeni, da se proračunskim uporabnikom ne zmanjšajo zneski, ki jih imajo v veljavnem proračunu za leto 2011 in pa seveda zagotovitev teh velikih investicij, ki jih imamo v načrtu za naslednje leto. Tako da, kot sem že rekel, jaz sem optimist glede na tisto stanje izpred 3 mesecev, napovedi so bile zelo črnoglede. Vsekakor pa si želim, da se pri tem zagotavljanju sredstev strani države res ne bi kaj zalomilo. In pa še nekaj si močno želim, da bi ta napovedan, že tolikokrat napovedan razpis Sklada za razvoj regij končno že zagledali. Sedanje napovedi so dobre, ampak to pomeni, razpis bo šele v februarju. Z temi sredstvi pa še moramo malo prekombinirati, namreč teh sredstev je precej manj, kot smo pričakovali. Govorim za celotno celjsko regijo, od sredstev v višini 26 milijonov pa 300 tisoč evrov. Iz 5. razpisa smo prišli na 16 milijonov, kar se seveda potem, ko to delimo na nižji nivo, se precej pozna, tako da lahko pričakujemo, da bo za celotno subregijo Dravinjsko na voljo le nekaj več kot 1 milijon evrov, kar pa seveda bomo dogovorno z ostalimi občinami usmerili v tisti projekt, ki bo pravzaprav po meri glede na višino ocene stroškov, da bodo ta sredstva primerna, da ne bomo premajhni in ne previsoko. Naložbe so v bistvu takšne, ki že tečejo, razne ene, to je obnova javne razsvetljave v vzhodnem delu občine, govorim za Loče in okolico, kjer je na razpisu za čezmejno sodelovanje pridobljeno skoraj 200 tisoč evrov in s temi sredstvi računam, da bomo na vzhodnem delu občine kar veliko lahko naredili. Kako je z naložbo širokopasovno omrežje, kaj se trenutno dogaja? Dela tečejo po planu oziroma celo malo nad, kar smo ravnokar ugotavljala z direktorjem gospodom Škufco, ki je bil pred dobrim tednom pri nas na obisku, in po vseh zagotovilih se ni bati, da bi prišlo do kakršnegakoli podaljšanja roka gradnje, kajti to pravzaprav bi pomenilo katastrofo za celoten projekt. V 18 mesecih od dneva podpisa pogodbe je potrebno celoten projekt zaključiti
Napoveduje izvajalec del, napoveduje celo, da bo nekje v juliju že končal z gradbenimi deli, kar je bistveno pred rokom. Do takrat pa seveda potem je potrebno še nabaviti ustrezno opremo, tako da napovedi so optimistične in pričakujem, da bo celoten projekt uspešno pripeljan do konca. Ja, seveda, ko primerjamo, ko tehtamo dejstva, da je pomoč na domu za uporabnike že itak predstavlja znaten strošek. Potem, ko je država odstopila od subvencije za pomoč na domu, je pravzaprav vso breme zletelo na neposredne uporabnike. In nepošteno bi bilo, da bi celotno breme in podražitve in pa izpada subvencije obesili na neposredne uporabnike, kajti to bi pomenilo, da bi se obseg te pomoči na domu bistveno zmanjšal. Zato smo nekako predvideli, da bi 2/3 tega povišanja cene spravili v okvir občinskega proračuna. 1/3 ali nekaj malenkost več kot €1 na uro bi pa še vseeno doletelo neposredne uporabnike. To je pač trenutno stanje, kjer sedanji izvajalec, to je Lambretov dom, ne gre dvomiti v njihovo izračunano višino oskrbne ure, vendar si bomo prizadevali in že na naslednji seji občinskega sveta v prvem branju predstavili odlok o podelitvi koncesije na tem področju, kjer pa pričakujemo, da bodo določeni ponudniki ob ustrezni kvaliteti storitev lahko ponudili nekoliko nižjo ceno in s tem bi tudi razbremenili občinski proračun tega plemena, ki ga v tem trenutku je doletel. Ja, prav gotovo, interes je in jaz vem v tem trenutku vsaj za 2 zasebnika, ki že uspešno izvajata to dejavnost in je tam cena tudi za dobra €2 po uri nižja, tako da ne gre dvomiti v to, da bomo dobili na razpisu primernega izvajalca. Kaj boste gradili v športnem parku Konjiška vas, kdaj boste gradili? V naslednjem letu je predvideno, da bo v bistvu celotna investicija tudi končana, namreč tam o predpogoju, da bo celoten projekt uspešen na razpisu Fundacije za šport in v tistem delu je tudi predvidena ena donacija izdelovalca oziroma dobavitelja športne opreme, to je podjetje Alanis Begun, in tako da bomo tisti osnovni projekt, ki je bil predviden kot neke vrste fitness center na prostem, bo končno podobo dobil v obliki pokritega in tudi ogrevanega objekta za šport in rekreacijo.